Gremo v kino. Lepo pozdravljeni v naši tedenski filmski oddaji. Tokrat se posvečamo filmu Oho Damjana Kozoleta, ki so ga kot del programa Evropske prestolnice kulture Nova Gorica v Vipavskem križu premierno predvajali pretekli konec tedna. Poleg tega se selimo v Karlove Vare, kjer se prav danes začenja že 59. filmski festival, ocenjujemo pa tudi filma Na vrhu režiserja Jessija Armstronga in film Črna torba Stevena Soderberga. Vabljeni v našo družbo. Minuli konec tedna so na dvorišču Starega gradu v Vipavskem križu predpremierno prikazali film režiserja Damjana Kozoleta Oho. Celovečerni dokumentarec je sestavljen iz sicer nedostopnih arhivskih posnetkov avantgardnega umetniškega gibanja Oho, ki še danes navdihuje številne umetnike. Velja za enega najzanimivejših, najkompleksnejših in najpomembnejših primerov povojne avantgardne umetnosti v srednji in vzhodnji Evropi. Kot skupina Oho pa so že po nekaj letih delovanja sodelovali na odmevni razstavi konceptualne umetnosti v newyorškem muzeju moderne umetnosti MoMA. V filmu nastopi tudi Marina Abramovič, ki pripoveduje o tem, kako so ohojevci navdihnili njeno ustvarjanje. Režiser filma Damjan Kozole se je iz Pirana oglasil Tini Poglajen, med drugim pa omenil tudi, da film Oho v kinematografe najverjetneje prihaja jeseni. Damjan Kozole, lepo pozdravljeni. Dober dan. V Vipavskem križu ste predpremierno predstavili celovečerni dokumentarni film Oho, ki temelji na obsežnem arhivskem gradivu, na posnetkih delovanja te umetniške skupine ter na intervjujih z nekdanjimi člani in drugimi osebnostmi iz umetnostnega sveta. No, omenjala sva arhivske posnetke, v vašem filmu jih je res ogromno, tudi takšnih, ki jih sicer nimamo priložnosti videti. Bi lahko povedali kaj o tem, kako težavno jih je bilo pridobiti, uporabiti in kako ste z njimi delali v montaži? Ja, v montaži sem delal z največjim spoštovanjem. Ne samo jaz, montažer Matic Drakolič in Urška Jurman, ki je bila ves čas tu zraven v montaži. Namreč to je tip filma, ki ga praktično ne moreš napisati v scenariju. To je film, ki se dogaja, ki se zgodi v montaži. In moja, lahko bi temu rekel, avtorska ideja je bila, da to ni klasičen film, kjer nekako smo v preteklosti, pa danes akterji pripovedujejo, pa se spet vračamo nazaj. Ideja je bila, da bi se gledalci potopili v ohojevski svet 60 let in da jih na nek način ta leta doživljamo in ta svet, kot da še vedno traja. In da šele na koncu izstopimo v realnost, ko se film že končuje. In je seveda na eni strani to zahtevalo, cel ta montažni korpus dejavnosti je zahteval ravnotežje med strokovno verodostojnostjo in filmičnostjo na drugi strani. Tako da ideja je bila, da ta film ne bi bil samo informativen, ampak da bi bil predvsem tudi inspirativen. Avtorske pravice, to je bil res verjetno najtežji del filma. In že na začetku, ko sem ta film začenjal, ko sem klical Naška Križnarja, ki je avtor večine filmov, ne pa vseh, med avtorji so še Marjan Ciglič, David Ness, Marko Pogačnik, verjetno še kdo drug. Se pravi, Naško Križnar mi je že na začetku rekel: Damjan, to je praktično nemogoče te avtorske pravice urediti. Tako da meni se je zdelo to, da se vse da in mogoče se celo malo naivno predstavljal, da bojo te stvari šle bolj tekoče. Ker po eni strani zdaj večina tega materiala, ki je v filmu, je v privatni zbirki Marinka Suca, ki je imel pomisleke najprej do tega filma, ampak je na koncu se vseeno odločil in pristal na to, da lahko uporabljamo določen del filmov iz njegove zbirke. Velik del materialov je iz Moderne galerije.
kjer nismo imeli nobenih težav. Pravzaprav to samo dokazuje, kako je pomembno, da so pomembne stvari iz zgodovine slovenske umetnosti v javnih zbirkah. Potem pa mislim, da ne naštevam naprej, tle je bila MoMA, tukaj je Televizija Srbija, Neoplanta iz Novega Sada, Židovski muzej iz New Yorka in verjetno, ne vem, najbrž sem še koga pozabil. In tle je produkcija res, oba producenta, Danijel Hočevar in Zala Opara, sta opravila veliko delo. Ampak tle spet še ni konec s temi problemi avtorskih pravic, ker je kar nekaj teh filmov, ki so bili ključni za naš film, zdaj govorim pa o filmih od Naška Križnarja, ima v originalu glasbo, ki so jo takrat v tistih časih se noben ni spraševal o avtorskih pravicah, in v teh filmih so noter Rolling Stones, Jimi Hendrix, Pink Floyd in tako naprej. In te glasbe nikakor nismo mogli dobiti avtorskih pravic za to. Naško Križnar je postavil pogoj, da se glasba ne sme zamenjati z neko drugo glasbo, da v tem primeru rajši nič, kakor pa, da bi bila, skratka, da bi z nečem zamenjali. In potem je Julij Zornik naredil Atmosfere, ki mislim, da en zanimiv način rešujejo ta problem. Tako da je bil tle res zahtevno je bilo vse skupaj sestaviti, skratka in ta avtorsko-kreativni del in na drugi strani vse te probleme z avtorskimi pravicami. No, veliko teh filmskih posnetkov je nastalo predvsem zaradi dokumentiranja ohojevskih happeningov, akcij, njihovih drugih projektov. Bi lahko morda povedali še kaj o vlogi filma in filmske umetnosti v njihovem ustvarjanju? Ja, pri Ohoju je en zanimiv fenomen, da je iz tistega časa, Oho, skratka, nekako se začne leta 63, ampak formalno je letnica 65, pa do leta 71, ko pride do samo ukinitve, je bilo posnetih ogromno filmov in zelo malo fotografij. In že spomnim se, Marina Abramovič je izjavila, da so performansi najbolj nematerialna oblika umetnosti in da je spomin vse, kar ostane. Ampak seveda iz spomina se zelo težko spomin ni nekaj, kar, kot že pravi Marina, ni nekaj materialnega. In vidiš, kako je pomembno. In vidim potem tudi, ker vzporedno delam še en film, ravno z Marino Abramovič, kako so se potem že generacije konceptualnih umetnikov, performerjev za Ohojem zavedali, kako je pomembna dokumentacija. Tako da, zdaj, če se vrnem pa nazaj na te sjajne filme, večina od njih je avtor Naško Križnar. Vidi se, da je to duh 60-ih let, da je bil velik vpliv francoskega novega vala in pa še nekaj, kar se malo pozablja in mislim, da na nek način pa opozarja ravno film, ki na nek način skoraj komplementaren Ohoju, to je Ali je bilo kaj avantgardnega. In sicer, da so ta 60-ta leta v Sloveniji in v Jugoslaviji, da je bila izjemno močna scena amaterskega filma. Upal bi si celo postaviti tezo, da je v Sloveniji amaterski film bil takrat bolj zanimiv, bolj zanimiv je bil skoraj ziher, no? Ampak nečim bolj kvaliteten, kakor pa igrani filmi. To še zdaj za nazaj odkrivamo in seveda Oho oziroma filmi od Naška Križnarja pa od Marjana Cigliča so del tega ene izjemne, lucidne, inovativne, sproščene, nore filmske forme. Morda še za konec, v filmu med drugim izpostavljate tudi pogosto spregledano vlogo žensk, ustvarjalk v skupini Oho in skupnosti, ki jo je nasledila. Bi lahko povedali kaj o tem? Oho, danes tudi tisti, ki so generacija, ki se še spomne njihovega aktivnega delovanja,
In potem recimo moja generacija, ki smo bolj kot v resnici videli projekte, poslušali zgodbe in zgodbe, in neke pripovedi, ki so dobivale že neke take mistične razsežnosti, se je doživljajo Oho kot eno mačistično skupino, čeprav gre za ljudi, ki so imeli zelo nekaj, bi rekel, nežen odnos do sveta, do narave, do vsega okrog. Ampak skozi je bilo vprašanje, kje je tle ženska vloga. In zelo hitro je postalo jasno, da je v ozadju tega fenomena ena oseba, ki je bila ves čas zraven, ki je opravila zelo pomembne stvari tle noter, in to ne samo v smislu, bi rekel, neke moralne podpore, ampak v smislu čist kreativnega delovanja. In to je Marika Pogačnik, soproga od Marka Pogačnika, in ki pa je tako skromna gospa, da je najprej zavrnila sodelovanje pri filmu, češ, da ne, saj jaz sem bila tle samo zraven. Ampak zdelo se nam je pomembno izpostaviti to, da je bila Marika nekdo, ki je ves čas to poganjal, ta mehanizem. Tomaž Brejc, mislim, da bi da en zelo lep omaž o njeni vlogi, ki je bila do zdaj tako rekoč v zgodovini slovenske likovne umetnosti, ki obravnava fenomen Ohoja, vedno nekako zamolčana. Damjan Kozole, najlepša hvala za pogovor. Hvala tudi vam. Ta konec tedna bo ob praznovanju 120-letnice slovenskega filma na idilični lokaciji jezera Jasna v Kranjski Gori v organizaciji Slovenskega filmskega centra in Slovenske kinoteke nekaj prav posebnih projekcij. Premierno bodo namreč prikazali digitalno restaurirani verziji filmov Kekec in Srečno Kekec režiserja Jožeta Galeta, ki bosta pred sodobnim občinstvom ponovno zaživela v podobi, kakršno so videli njuni premierni gledalci. Nataša Bučar, direktorica Slovenskega filmskega centra. Letos ni samo 30. leto neodvisne inštitucije za film v Republiki Sloveniji, ampak je tudi 120-letnica slovenskega filma. In to pomembno, bom rekla, prelomnico ali pa ta pomemben jubilej bomo skupaj s Slovensko kinoteko proslavili v Kranjski Gori pri jezeru Jasna. Bomo premierno prikazali digitalno restaurirani verziji Kekcev prvega in drugega. Kekca smo se odločili ob tem velikem jubileju peljati tam, kjer je on nastal, torej v njegovo avtohtono okolje. Poleg obeh Kekcev bomo pa še naredili nek program z občino Kranjska Gora za promocijo sploh filmske ustvarjalnosti v tem delu Slovenije, kjer v bistvu samo po sebi velja, da je film slovenski se tam nekje rodil. So prvi filmi nastali v teh naših alpskih delih. Poleg tega bodo v naslednjih dneh v Kranjski Gori prikazani še prvi slovenski celovečerni film v kraljestvu Zlatoroga, ki ga bo z glasbo v živo pospremil kvartet klasičnih glasbenikov pod taktirko skladatelja Andreja Goričarja. V torek, 8. julija, pa bodo v Ljudskem domu v Kranjski Gori zavrteli še dve veliki mladinski uspešnici, Gremo mi po svoje in njegovo nadaljevanje, Mihe Hočevarja. Saj, kot so zapisali pri Slovenskem filmskem centru in Slovenski kinoteki, se je slovenski film po Kekčevi trilogiji redko vrnil v gore. Ko pa se je, pa sta bili to prav omenjeni dve uspešnici. Vse projekcije, ki se bodo odvile v Kranjski Gori, so sicer brezplačne, v primeru dežja pa bodo projekcije filmov Kekec, Srečno Kekec in v kraljestvu Zlatoroga potekale v dvorani Vitranc v Kranjski Gori. I hope you rich folks don't mind slumming it in the humble abode of the poorest billionaire in the gang. But this is exactly why I built Mountainhead. Look at this place, Soups. Thank you. No, I just said look at it. No compliment implied. Simply look at it. Here we go. All right. Kaj bi se zgodilo, če bi v gorsko kočo za konec tedna naselili nekaj milijarderjev, lastnikov tehnoloških in drugih multinacionalk? Denimo Ilona Muska, Jeffa Bezosa, Marka Zuckerberga in Billa Gatesa. In kako bo tehnološki napredek, predvsem na področju umetne inteligence, vplival na naš svet v prihodnje?
Odgovore na te dve vprašanji si v humornem, a tudi družbeno-kritičnem filmu Na vrhu zamišlja režiser Jesse Armstrong. Film si je ogledala Vanja Gajič. Ustvarjalec serije Nasledstvo, Jesse Armstrong, se po sagi o medijskih mogulih loteva ta hip najbolj zlovešče podvrste bogatašev, tehnoloških milijarderjev. Tako kot Nasledstvo, ki se je osredinjalo na zasebne in poslovne zdrahe družine Roy, film Na vrhu gradijo zdaj že značilni Armstrongovi prijemi. Nestabilna ročna kamera, ki vzbuja občutek nemira in tesnobnosti, dialogi, ki se svojim zgoščenim žargonom tu in tam približujejo latovščini. Liki, ki so popolnoma ločeni od resničnosti, v kateri živi gledalec, vendar temeljijo na resničnih osebah, ki našo resničnost oblikujejo. Armstrongov celovečerni in režijski prvenec nas popelje v razkošno gorsko vilo, kjer se 4 prijatelji srečajo, da bi konec tedna preživeli ob pokru in druženju. Seveda se nemudoma izkaže, da je vsak prišel s skrito agendo in da njihovi odnosi prej kot na prijateljstvu temeljijo na medsebojnem merjenju milijard, uspeha in moči. Preplet čustvenih in poslovnih izigravanj, ki jih Armstrong začini s satirično absurdnostjo, spremljajo zvoki katastrof, ki prihajajo s pametnih telefonov 4 protagonistov. Najbogatejši med njimi in na svetu, Venice, je namreč ravno nekaj dni prej svoje družbeno omrežje nadgradil z generativno umetno inteligenco, ki je s popolnim zabrisom meje med resničnim in ponarejenim po vsem svetu povzročila nemire, zločine iz sovraštva in celo pokole. Ali pa morda samo njihove globoke ponaredke. Armstrongov humor, kot smo pri njem že vajeni, gradi na narcisoidni grandioznosti in hkrati čustveni nebogljenosti svojih antijunakov. Toda čeprav spoj negotove paranoje in občutka nedotakljivosti, ki obvladujeta glavne like, prikaže prodorno in zabavno, film izgubi satirični naboj, saj je vedenje resničnih vodij tehnoloških korporacij pravzaprav zelo blizu temu, kar naj bi bilo v filmu pretirano. Tako liki na svet gledajo kot na veliko igralno ploščo ter navdušeno kujejo megalomanske načrte o državnih udarih in nakupih raznih držav. Prihodnost je zanje eksperiment. Najpresenetljiveje pa je, da se zares zdijo prepričani, da bo njihov prispevek k tehnološkemu razvoju vodil v pozitivno revolucijo. Morda najbolj ključna kritika tehnoloških velikanov, ki se skriva v filmu, je poleg pričakovanega nerazumevanja resničnega sveta in posledic njihovih dejanj na človeštvo tudi pomanjkljivo razumevanje samih tehnologij, ki jih prodajajo. 4 prijatelji so nenazadnje poslovneži in ne programerji. V spletu solidnih komičnih nastopov in absurdnih situacij, ki se dodatno stopnjujejo v drugi polovici zgodbe, poanta filma Na vrhu ostane nekoliko neizdelana. To je med drugim zagotovo povzročila izredno hitra produkcija filma. Armstrong se je začel s scenarijem ukvarjati komaj lani decembra, snemanje je bilo marca, film pa je na pretočno platformo HBO Max prišel že konec maja. Kljub nekaj pomanjkljivostim pa filmu po drugi strani verjetno ravno zato uspe ujeti neobvladljiv trenutni zeitgeist. Where are you off to? Black bag. Right. You asked how it works. To be with someone in this business, this is how. Poslušate oddajo Gremo v kino. Za Stevena Soderberga njegov letošnji film Črna torba predstavlja vrnitev k režiji filmov z višjimi proračuni. Tokrat se je lotil klasične britanske vohunske zgodbe, v glavne vloge pa postavil zvezdniška igralska imena. Film ocenjuje Miša Gams. Vohunski triler režiserja Stevena Soderberga, ki ga občinstvo najbolj pozna po filmu Seks, laži in videotrakovi, se lahko pohvali z izvirnim scenarijem, ki ga je napisal David Koepp. Koepp je že med pisanjem scenarija za film Misija nemogoče opravil številne intervjuje z agenti obveščevalnih služb in tako dobil idejo za pričujoči scenarij, v katerem se zakonca zaposlena v isti obveščevalni agenciji znajdeta pred preizkušnjo zvestobe delodajalcu, državi in drugemu.
Seksapilni thriller, v katerem v srednji vlogi britanskih obveščevalcev Georgia in Catherine Woodhouse odigrata enigmatični Michael Fassbender ter vsestranska Cate Blanchett, je obenem tudi napeta drama z nekaj elementi akcijskega filma. Bolj kot s posnetki dramatičnega zasledovanja in hitrostnega odštevanja, nas namreč film očara z nepričakovanimi psihološkimi igricami in poligrafskimi preizkusi, na podlagi katerih osrednji junak George med 5 sodelavci išče izdajalca agencije, ki naj bi s spletnim virusom delal v smeri izničenja njenega obstoja in razkrivanja informacij zlobnim Rusom. Seveda so britanski agenti za razliko od ruskih prikazani kot visoko sofisticirani, racionalni, znanstveni in prav perverzno etični, medtem ko so Rusi prikazani kot bradati barbari, ki jim gre v osnovi za uničenje svetovnega prebivalstva, kar je v tovrstnih filmih žal pravilo. Čeprav je film z dolžino 93 minut prekratek, da bi lahko natančno razdelal psihološke karakterje vseh 5 britanskih osumljencev, med katerimi kot najbolj sumljiva izstopa Catherine s svojimi skrivnostnimi obiski Züricha, pa ima prav vsak med njimi neko svojo bizarno posebnost, travmatično izkušnjo ali skrivnost, ki se dokončno razkrije v zadnjih 5 minutah filma. V ostalih vlogah nastopajo Marisa Abela, Tom Burke, Naomi Harris, Regé-Jean Page in Pierce Brosnan, ki ga poznamo iz serije filmov o Jamesu Bondu. In če smo že pri Bondu, v filmu Črna torba lahko prepoznamo določene dramaturške prijeme, ki so jih navdahnili tako filmi o Bondu, kot tudi film Gospod in gospa Smith, ki je sodobno zgodbo o vohunskem paru zaoral ledino pred 20 leti. Črna torba je bolj kot misteriozna detektivka v prvi vrsti film o zahodnih vrednotah, družinski zvestobi in poklicni etiki, za katero se na koncu izkaže, da jo izneverijo prav tisti, ki bi jo po službeni dolžnosti morali najbolj upoštevati. Črna torba je tako ime obveščevalne operacije, kot tudi sinonim za metodologijo, s katero se lahko pride do dešifriranja tajnih podatkov preko različnih strategij analize izjav osumljencev. Film nenazadnje pokaže tudi na dejstvo, da so obveščevalci krvavi pod kožo in da pri svojem delu dostikrat naredijo veliko napak, ki jih lahko ostanejo uglednega statusa, zakona in življenja. V Karlovih Varih na zahodu Češke je že vse pripravljeno na slovesno odprtje tamkajšnjega že 59. filmskega festivala. Na festivalu, ki bo tokrat potekal do 12. julija, bodo prikazali več kot 130 filmov. Mednarodni filmski festival v Karlovih Varih se bo letos poklonil svojemu dolgoletnemu, maja preminulemu predsedniku Jižiju Bartoški z otvoritvenim filmom Moramo ga uokviriti. Intervju z Jižijem Bartoško iz julija 2021 v režiji Milana Kuhinke in Jakuba Juraska, s projekcijo filma Teorija tigra in z razstavo Jiži Bartoška, predsednik festivala v Karlovih Varih. Njegova smrt pomeni konec določenega obdobja češkega filma. Kot obraz filmskega festivala v Karlovih Varih je skoraj 30 letja prispeval k temu, da je dogodek postal svetovno priznan praznik filma. Bartoška se je rodil leta 1947 v Dječinu in se sprva ni nameraval ukvarjati z igralstvom. V mladih letih je delal kot likovni pedagog v Pardubicah. Kasneje pa se je po nasvetu prijateljev prijavil na Janačkovo akademijo uprizoritvenih umetnostih v Brnu, kjer je študiral skupaj z bodočimi češkimi igralskimi zvezdami. Njegova sprva gledališka kariera je kasneje, po prvi filmski vlogi pri 28 letih, prerasla v filmsko, s katero je tudi zaslovel. Občinstvo si bo lahko otvoritveni film z angleškimi podnapisi po vsem svetu drevi brezplačno ogledalo na festivalski spletni strani, spletni prenos pa se bo začel približno ob 21:15. Za Kristalni globus se bo sicer letos na festivalu potegovalo 12 filmov iz vsega sveta. 11 naslovov so oznanili že na začetku junija, ob koncu meseca pa so zaradi varnosti njegovih ustvarjalcev razkrili, da se v tekmo za glavno festivalsko nagrado podaja tudi iranski film Bidat, režiserja Soheila Bejragija.
Film prinaša zgodbo o mladi pevki Seti, ki se noče sprijazniti z dejstvom, da ženske v Iranu ne smejo javno nastopati, zato se v nasprotju z zakonom odloči peti na ulici. Film je nastal kot neodvisna produkcija, sicer ga zaradi njegovega kritičnega tona cenzorski odbor ne bi odobril. Kljub temu so režiserja Soheila Bejragija med snemanjem filma preiskovale oblasti. Film je bilo zato treba uvrstiti v program festivala v Karlovih Varih šele, ko so on in člani njegove ekipe lahko varno odpotovali iz Irana, kar se je zgodilo pred nekaj dnevi. Člani žirije za Kristalni globus so letos švedska igralka Tuva Novotny, mehiški filmski producent Nicolas Selis, iransko-britanski filmski ustvarjalec in producent Babak Jalali, filmska kritičarka Jessica Kiang ter češki igralec, režiser in pisatelj Jiži Madl. Poleg glavnega tekmovalnega programa bo v tekmovalnem programu Proxima, ki prinaša nove, drzne filmske glasove, na sporedu 13 filmov. Kristalni globus za izjemen umetniški prispevek svetovni kinematografiji bo letos v Karlovih Varih prejel švedski igralec Stellan Skarsgård. Nagrade predsednika festivala pa bodo prejeli igralki Vicky Krieps in Dakota Johnson ter igralec Peter Sarsgaard. Nagrado predsednika festivala za izjemen prispevek češki kinematografiji pa montažer Jiži Brožek. V program Horizonti, v katerem prikažejo filme, ki so premiero doživeli že na drugih večjih festivalih, sta se letos uvrstila tudi dva slovenska filma. Film Kaj ti je deklica Urške Đukić ter celovečerni animirani film Zgodbe iz čarobnega vrta režiserjev Davida Sukupa, Patrika Paša, Leona Vidmarja in Jean-Clauda Rozeka. Oba filma sta bila premierno prikazana pozimi na Berlinskem filmskem festivalu. In še k programu Future Frames Generation Next, v katerega vsako leto izberejo 10 mladih režiserjev, diplomantov evropskih filmskih šol. Tokrat je bil v program izbran slovenski režiser Jan Krevatin, sicer študent Zagrebške akademije dramske umetnosti, čigar kratki igrani diplomski film Grške marelice je bil v celoti posnet v Sloveniji. Krevatin je tretji slovenski režiser, ki se je uvrstil v ta program, pred njim je to uspelo leta 2019 Lunu Sevniku, leta 2017 pa Katarini Morano. V isti program se je uvrstil tudi srednjemetražni nemški diplomski film Skin on Skin režiserja Simona Schenkenburgerja, v katerem je v glavni vlogi zaigral slovenski igralec Jurij Drevenšek. Toliko ob začetku festivala, več o filmih v tekmovalnih programih v Karlovih Varih pa v oddaji Gremo v kino prihodnji teden. In še nekaj novic. V letnem kinu Muzeja slovenskih filmskih igralcev v Divači se v tednu, ko praznuje rojstni dan Ita Rina, že tradicionalno poklonijo slovenskemu igralcu oziroma igralki. Letošnji poklon posvečajo Vladu Novaku, na sporedu pa bo film Petelini zajtrk. Dogodek bodo začeli ob 20:30 s pogovorom z Vladom Novakom, predstavili pa bodo tudi knjižico o njegovem igralskem opusu, ki je izšla ob tej priložnosti. Vlado Novak je do danes ustvaril 33 vlog v celovečernih filmih ter 37 v televizijskih filmih, dramah in serijah. Leta 2019 je za svoje ustvarjanje na področju filmske in televizijske igre prejel najvišje stanovsko priznanje, nagrado Bert. V naslednjem tednu pa se bodo v ponedeljek, torek in sredo na Ljubljanskem mestnem trgu pred Pritličjem zvrstili 3 večeri brezplačnih projekcij animiranih filmov v sklopu poletne animateke. Na sporedu bodo raznoliki programi s filmi tujih in domačih ustvarjalcev in ustvarjalk, vsak večer pa bodo s projekcijo začeli ob 21:30. To je bila oddaja Gremo v kino. Čaka vas v vaši aplikaciji za podcaste in na spletnih straneh Radia Slovenija. Pripravili smo jo Tina Ogrin, Vanja Gajič, Miša Gams, Tina Poglajen, Ajda Sokler, Igor Velše, Vjekoslav Mikes in Petra Meterc. Vabljeni k poslušanju naše filmske oddaje spet prihodnji teden. Lep pozdrav in srečno!